Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je sklep odločitev predstavnikov občine volilno telo za volitve članov državnega sveta. In pa 7. točko sklep odločitev kandidata občine volilno članov državnega sveta. Jaz mislim, da to se okruži, ko bomo svoje mnenje. Najprej seveda moramo pa imenovati komisijo. Komisijo vodi predsedujoči in pa še 2 člana. Jaz predlagam, da damo enega iz najvišje oziroma druga najvišje stranke SMC-ja. Igor, začneš početi? Kaj kdo je? Ne. Konkretno. Kdo je? Kdo ni, jaz ne povešam, kdo so predlagatelji? Ne, katero vas je nekaj? Tajna komisija mora biti 3 članska, ki bo prešteva. Lahko se član. Lahko? Ne, jaz pa. Ja, pa še član. Vi ste jaz, pa ne vem, predlagam še Jure, evo, jaz, Igor Zočič, pa Jure, pa bi dal glasovanje, če se strinjate, da tako komisija. Ne, jaz, kaj si je rekel? Nije več, nije rekel, ni. To je vesti komisija, ki bo preštela samo rezultate po tajnem glasovanju. Tako, da jaz bi dal to na glasovanje. Kdo se strinja s predlagom komisije? Vsi, ne? Vse. Zapravljena komisija soglasna potrjena. Prehajamo na navodila. Glede tajnega glasovanja naj podam nekaj navodil, da je skladu z 61. členom poslovnika občinskega sveta občine Brežice. Kot predsedujoči komisiji vas obveščam, da bom vsakega člana občinskega sveta poimensko poklical zaposlenih z občinskega uprava morajo dati predale glasovnice in prevzemu se pripišite na seznam, da ste glasovnico prijeli. Glasovanje bo potekalo v avli pred več namenske dvorano, kjer je zagotovljena tajnost glasovanja. Na obeh glasovnici so kandidati zapisani po abecednem vrstnem redu, prvih črt njihovih priimkov. Glasujte tako, da okrožite zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega želite glasovati, in največ toliko zaporednih števil, toliko kandidata je v skladu z navodilom, da glasovnice treba imenovati. Občini Brežice pripada 5 predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta, se pravi, da se voli tako 5 predstavnikov, medtem ko ima lahko občina enega kandidata za člana državnega sveta in posledično se voli en kandidat. Kar pomeni seveda, da lahko volite največ 5, lahko pa tudi manj, če želite. Ko izpolni glasovnico, jo date v glasovalni skrinjici, ko je glasovanje končano, člani glasovalne komisije preveri glasovnice in dogovijo izid glasovanja. Naj omenim še, da se je skladu z 11. členom pravil za izvolitev predstavnikov lokalne skupnosti volilno telo za volitve člana državnega sveta in odločitev kandidatov za člana državnega sveta izvedbe želje, koliko sta 2 ali več kandidatov za predstavnikov, ki glasovanje prije enako. Najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov.
Približno odrejam za 15 minut za glasovanje. Upam pa, da bomo prej gotovi. Bi pa še kratki prosil, da da poročilo kdo se bo kandidatov. Torej, komisija je postavila svetničnim skupinam poziv, da predlagajo svoje člane. Torej, za elektrike smo dobili 11 predlogov, ki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu, pa naj jih preberem. Dirk Vatovec Peter, Gajski Aleksandr, Levec Mira, Obrevc Minko, pa Rošnik Bogdan, Vimperič Ferdo, dr. Perovšič Tomaš, Tomše Stanko, Živič Martina in pa pri 7. točki za kandidata za državnega svetnika Korevič Martina. Hvala. Zdaj pa vam pogledamo po vrsti. Seznam je Mirjana Strašek, Vinko Gorevc, Mila Levec, Aleksandar Gajski. Lahko vedno glasovati, kateri že imate glasovnice. Kašljači Klinc. Jaz sem pa eno vprašanje. Kaj pa ni nobene razprave? Potrebno razpravljati. Kaj pa ne? Mislim, da ne. Mislim, da želi kdo lahko razpravljati. Jaz si to želim. Ja, prav. Izvolite. Evo, izvolite. Ja, hvala za besedo, da se je prav veliko se na nas prilično, da bi mogoče spomnil na zadnje volitve v državni svet. Takrat smo imeli tri kandidate, kolegica Stanka Preska, pa Jure Podjec, pa mislim, da je bil še Tone Dorkov, bivši občinski svetnik. Na koncu je bil za kandidata izvoljen Jure Podjec, in kar je vse lepo in prav, ampak problem je v tem, da tu gre potem zadeva naprej na drug nivo, kjer se voli na koncu državnega svetnika na nivoju Posavja. Tu smo takrat lepo videli, da obstaja vedno nek dogovor med Slovensko ljudsko stranko in SDS-om, da izvolijo svojega predstavnika v državni svet. In zdaj, kar je bolj problematično takrat, je to, da so na ta način skurili tudi našega kandidata, ki je bil Jure Podjec, zaradi tega, ker obstaja nek dogovor na nivoju države in pokrajin, da te dve stranke, tam, kjer obvladujejo občinske svete, izvolijo svoje državne svetnike. In to se potem odraža tudi v sestavi tega državnega sveta našega, ki ga nekateri problematizirajo. Tako da jaz se od vseh teh kandidatov pač ne upam več podpreti tistih, ki bodo dobili navodilo v Ljubljani na Trstenjaku in bodo spet pošpanovili z SLS-om podprli nekoga iz Sevnice, pa vsem spoštovanjem do tamkajšnjega župana in občinskega in državnega svetnika Srečka od Cveta. Jaz mislim, da je čas, da dobimo državnega svetnika po dolgem času iz Brežic. Tako da jaz upam, da bodo elektriki, ki bodo izvoljeni to igro odigrali na tistem nivoju v korist Brežic. Bom tudi glasoval za tiste elektrike, za kateri mislim, da bodo to naredili, da se ne bojo držali nekih navodil v nekih kravjih oči, kako se je zgodila na zadnjih volitvah v državnem svetu, da bomo končno tudi Brežice po dolgem času dobili svojega predstavnika v državnem svetu. Hvala. Ja, mislim, da se tudi jaz sprejemam v sprave. Zdaj dejstvo je, da gospodino zelo dobro poznate stvari, da je to vedno kočija politična na nivoju države. Tudi jaz sam sem bil enkrat med elektorji oziroma med kandidati, ki bi moral biti izvoljen po nekim dogovorom med Posavje, ki je bil v preteklosti, da naj bi dal votiral po vseh občinah. Tudi takrat so dobili vsi elektorji navodila z Ljubljane, žal smo bili izigrani, Brežičani in nobenega dila med SDS-om in med ljudsko stranko, ker se je ljudska stranka povezala z levimi kandidati elektorji. Tako da je to problem državnega sveta, kajti dejansko vemo, da se Sevnica in Krško ponavadi med seboj dogovorijo in več ali manj pripustijo drugim. Državnega svetnika na zadnje, koliko jaz vem, smo ga imeli, mislim, do tam nekje okoli 98. leta, pa bil še gospod Petan. Do takrat pa žal ljudska stranka praviloma dobi
Bici pa sam želel, da pride nekaj postavljajo do državnega svetnika, kaj jaz mislim, da je prav, Zležic. Res pa je, da so tega tistega zelo visoko od tega politiko Zležica. Vse, kar gre praktično dalje od krajevne skupnosti, tudi krajevne skupnosti so začeli politično. Zdaj pa gremo na dalje zadeva. Naprej, Boštjan Šutinc je že dobil, Tatjana Močan, Mihajl Petančič, Mira Šuler, Katja Čančar, dr. Tomaš Verovšič, Igor Zorčič, Stanko Tomšeš. Pa ne, je že lično dobro. Če nekaj, kar se ne. Tisti, kjer imate, kjer ste vam izgledovati. Vsi da ni to. Da je še skrenje. Dobar je se zelo. Smerni mesec. Igor Zorčič, Darko Udovič, dr. Stanko Presker, Herman Temerš, Matija Čevavičani, Bogdan Doložnik, Martina Živičeva, Bogdan Doložnik, Nasto Uverc, Jure Čudjek, Vlade Staniša, Rado Petrič, Mateja Kmetič, Goran Mijanovič, Peter Jembek, Peter Skrevalnik in pa Zdenka Mirtek. Zdaj pa predlagam, da gremo v imenu komisije pogledati skrinjico. Ja, pravno. Rezultati so takšni. Kar se tiče seveda za kandidata je bilo dani 26 glasovec, 26 od tega je bilo 26 veljavni in soglasno je potrjen Kolarič Matija, 26 glasovi. Kar se pa tiče seveda elektorjev, je bilo tako največ je dobila Martina Živič,
drugi je Karlo Pinterič z 19, tretji je Peter Dirnik z 17, četrti Stanko Tomše z 16 in peti doktor Teropšič Tomas z 12, kar pomeni, da teh 5 je izvoljenih direktorjev. Če pa še lahko naprej povem, potem je pa Levec Mila dobila 11, Gajski 10, Pogorjevc Vinko 10 in pa Položnik Bogdan 8. Kar pomeni seveda, da imamo 5 direktorjev, to so Martina Živič, Karlo Pinterič, Peter Zednbek, Stanko Tomše in pa doktor Tomaž Teropšič in pa naš kandidat je soglasno rezultijan Matija Kolarič. S tem zaključujemo to točko in gremo na naslednjo komiteto.